Pozdravljeni! Tudi ko na koledarju ni dirke svetovnega prvenstva Formule 1 in imamo tako imenovani zimski predah, je tu na kanalu čas za običajni komentar novic, kjer si bomo pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v zadnjih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, se bomo ukvarjali s 4 različnimi temami. In videli boste, da skuderija Ferrari bo kot glavni ali stranski igralec nastopila prav v vseh. Koliko bo koga izmed vas zanimalo, kaj piše v citiranih člankih, boste bližnjice, seveda kot običajno, dobili navedene v samem opisu. A da ne bomo tudi tokrat predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom in prvo novico. Brez skrbi, ničesar naj ne bi razgnalo. A verjetno je marsikdo izmed vas opazil, da pri skuderiji Ferrari imajo morda v naslednji sezoni bombo. Tem smo lahko brali na različnih virih, ki govorijo o Formuli 1. Najprej sem to novico sam opazil na portalu Scuderia Fans 3.12., ampak takoj je sledil odboj. Naprimer, že naslednji dan 4.12. na italijanski verziji portala motosport.com in 6.12. na GP Fans. In verjetno ste tudi vi sledili, da skuderija Ferrari naj bi imela v naslednji sezoni fantastični pogonski sklop, vsaj tako trdi Günther Steiner. In vir te informacije sam Mattia Binotto. Steiner in Binotto naj bi se srečala na podelitvi nagrade Lorenzo Bandini in tam naj bi Binotto dejal, da novi pogonski sklop naj bi bil prava bomba. Kaj je s tem mislil, ne vemo. A takoj so začele nastajati zgodbe. In seveda, tu bi vam rad pokazal točen navedek onega, kar je dejal Günther Steiner. In vidite, da so informacije izjemno skope. A če se pravzaprav spomnimo, kakšne težave so imeli pri skuderiji Ferrari v sezoni 2022, je bila zanesljivost tisti kritični faktor. Zato višanje same moči tu ne vidim kot neko prednost, ukolikor jim ne uspe bistveno izboljšati zanesljivost. Da ne bo res razgnalo kakšne bombe, tako kot smo videli, naprimer, na veliki nagradi Avstrije. A o tem seveda se bomo pogovarjali, ko bo čas za to. Lep primer, kako pa viri v tem obdobju, ko ni veliko novic, iz enega samega stavka ustvarijo celo zgodbo. Pojdimo raje naprej. Verjetno je bil marsikdo izmed vas v preteklih sezonah dokaj kritičen do pnevmatik za mokro in vlažno progo, ki jih je pripravil Pirelli. No, pred začetkom sezone 2024 se trudijo izboljšati tudi ta izdelek. Vsaj tako smo lahko prebrali v članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletne strani motosport.com 6. decembra. Testirali so jih pri Alfa Romeo F1 Team z Robertom Kubico, ampak predvsem pri skuderiji Ferrari, kjer so na razpolago dali tudi svojo znamenito progo v Fiorano in testirala sta Carlos Sainz mlajši ter Charles Leclerc. Gre za dve novi mešanici, ki pravzaprav lahko bi delovali tudi brez ogrevalnih blazin.
In to pomeni še korak naprej k tistemu, kar lahko pričakujemo v naslednjih sezonah. A menim, da tu mnogi avtorji so izpustili nekaj, kar je bistveno. Namreč ni težava za dobavitelja, kot je Pirelli, pripraviti pnevmatiko tako za mokro kot za vlažno progo, ki bo delovala brez predhodnega ogrevanja. Dovolj je, da sestavi dovolj mehko mešanico, ki bo delovala na nižjih temperaturah. In v Fioranu smo bili deležni temperatur, ki so se gibale med 4 in 7 stopinjami. In tu ne Leclerc, ne Sainz nista imela težav. In to je izjemno ohrabrujoče. A nihče se ni postavil v vlogo, kaj se bo zgodilo med samo sezono, ko bodo temperature zraka bistveno višje. Bo mogoče prišlo do pregrevanja. Namreč lahko si predstavljamo, da ko bodo dirke svetovnega prvenstva Formule 1, bodo temperature zraka med 10 in 15 stopinjami višje od tistih, ki so jih imeli na samem testiranju v Fioranu. In poleg tega še ena malenkost. Res, ni težava v tem, da Pirelli pripravi rahlo mehkejše mešanice. In te mehkejše mešanice bodo seveda odpravile vse težave, naprimer med nalivi, kot smo jim bili priča v preteklih sezonah. Ampak po drugi strani, če se bo izboljšalo stanje, ko bo močno deževalo, se bo v bistvu poslabšalo stanje, ko se bo proga sušila. Namreč ta voda, ki se nabira na asfaltu, hkrati hladi pnevmatiko, in ukolikor je ta mešanica mehkejša, ko vode ne bo, bo prišlo bistveno prej do pregrevanja in do vseh tistih pojavov, ki bodo morda nekako vodili tudi v sam razpad pnevmatike. A o tem, kot običajno, ko bo čas za to, tokrat sem hotel le orisati, kaj nas morda čaka v bližnji prihodnosti. Pa pojdimo k tretjemu sklopu. Verjetno je marsikdo izmed vas žalostjo v srcu zasledil novico, da nas je zapustil Patrick Tambay. A verjamem, da tudi marsikdo pravzaprav ni poznal tega voznika. Po drugi strani velja pomniti, da mnogi viri so pravzaprav tekmovali med seboj, kdo bo prej objavil osmrtnico. A bodimo iskreni, kaj so nam povedali in kakšen spomin so pravzaprav delili. Tu bi se rad ustavil ob zapisu, ki ga je objavil Leo Turidi 4. decembra na njegovem blogu Profondo Rosso. Turini je seveda poznal Tambaya osebno. Tudi v kasnejših letih sta se slišale po telefonu in orisal nam je tega voznika z zornega kota, ki je verjetno marsikateremu navdušencu neznan. A verjetno marsikdo izmed vas je zasledil članke, kjer se je samo naštevalo vse tisto, kar je Patrick dosegel v svoji karieri. In tu bi rad opomnil, da ukolikor se nima kaj posebnega za deliti, seveda s poslušalci, je pravzaprav brez veze prepisati samo ono, kar na primer navaja Wikipedia. Wikipedijo lahko pogleda vsakdo izmed nas, če nas to zanima. Ampak umrl je nekdo, ki je za Formulo 1 pomemben in verjetno, ukolikor se ga določen vir ni spomnil prej, ne vidim razloga, zakaj bi se ga spomnil sedaj. Podobna zgodba, ko nas je zapustil veliki Mauro Forghieri. Sam sem njegov življenjepis napravil že pred nekaj leti.
In ko sem zvedel to novico, sem se zamislil, kaj pa bi imel za dodati. Ali bi bilo potrebno napraviti poseben prispevek zato, ker je umrl? Ne, sam sem se ga spomnil, ko je bil še živ. In to je tisto, kar bi moralo nekako gnati navdušence, da začnejo spoznavati voznike in legendarne inženirje Formule 1, takrat, ko je čas. Ko nas nekdo zapusti in začnejo vsi mrzlično pisati o tem, samo da nekaj napišejo, je pa pravzaprav brez pomena in brez veze. Tudi zato na mojem kanalu takšnih usmrtnic ne boste videli. Vsaj zaenkrat ne. A pojdimo še k našemu zadnjemu sklopu. Za konec pa še izjemno dobra analiza, ki so jo napravili pri uredništvu italijanske verzije spletnega portala motosport.com in objavili 7. decembra. Namreč izhajajoč iz izjave Christiana Hornerja, da je do sedaj imel možnost nekako sodelovati že z 6 odgovornimi pri skuderiji Ferrari, so pogledali, kakšno je pravzaprav stanje. In ko so nekako analizirali vse ekipe na štartnem razporedu, so res ugotovili, da pri Ferrariju so zamenjali največ odgovornih oseb. V drugi strani, že prej imenovan Christian Horner, nikoli ni bil v dvomu tudi takrat, ko Red Bull ni zmagoval in dosegal naslovov svetovnega prvaka med vozniki in med konstruktorji. Podobna zgodba, na primer, pri Mercedesu, ker dobro vemo, da Toto Wolff je tudi lastnik ekipe. A tudi pri manjših ekipah lahko vidimo, da na primer Günther Steiner ali Franz Tost sta na svojih mestih v bistvu od samega nastanka. Opaziti je mogoče, da pri preostalih ekipah so menjave izjemno redke. Namreč potrebno je, da se zgodi kakšna menjava v lastništvu ali kak resnejši spor in na to pride do določenih rošad. Logično je, da Claire Williams v trenutku, ko je prodala ekipo, je s tem tudi zapustila svoje mesto, in ko so pri Sauberju zamenjali lastnika, ko se je Peter Sauber umaknil, so z novo garnituro prišli tudi novi ljudje, in tu mislim na Frederika Vasserja. Seveda, nikjer ne vidimo takega ritma menjav kot pri skuderiji Ferrari. In mogoče tudi te menjave so eden izmed vzrokov, zakaj določeni načrti se ne uresničijo. Namreč, enostavno povedano, tisti glavni in odgovorni nimajo niti časa, da bi jih spravili v realnost. A seveda gre za ugibanje, katero pa ima, po mojem videnju, dokaj konkretno osnovo. Tako prišli smo do konca tudi 49. komentarja novic v letošnjem letu. Ne preostane mi drugega, kot da vam se zahvalim za vašo pozornost in želim lep dan še naprej.